Spoštovane gledalke in gledalce, lepo pozdravljeni v naši družbi. Vedno smo veseli, ko lahko v naši družbi pozdravimo občanko ali občana, ki je nekaj posebnega, ki se ukvarja s posebnimi zadevami, ki navdušujejo, pa tudi veliko radovednosti spodbujajo. Tako da je danes z nami Aleksandra Sofija Marenič. Lepo pozdravljena. Tudi vam lep pozdrav, sem zelo vesela. Je domačinka, iz Hermancev prihaja in ima v Ormožu torej svoj salon, studio, ki ga imenuje Tempelj obilja. Verjamem, da ste že videli, če ne drugo ste se sprehodili po pločniku mimo njenega studia oziroma, ja, pravimo, lahko rečemo studio, ne? Seveda, drugače je naziv center, masaž ter nega telesa. In ste se verjetno spraševali, kaj neki to pomeni, ne? Tako da se nam zdi prav, da torej Aleksandra Sofija danes pojasni vse skupaj. Kar pa je najbolj zanimivo, Aleksandra Sofija Marenič pripravlja s svojimi prijatelji najbrž, ne? Ja, seveda z ožjo, mislim, širšo publiko, v ozadju je zelo dosti, mislim, veliko ljudi, ki jih poznam. Nisem niti vedela, da jih lahko toliko poznam, ampak ko začneš z enim, potem gre kar se širi množico. Tako da zelo vesela sem, da jih poznam. No, to pomeni, oziroma želiva povedati, da se pripravlja v Ormožu velik dobrodelni koncert, ki bo 18. decembra v Domu kulture ob 16. uri. Verjamemo in vsi smo že v pričakovanju, kajti to bo najbrž dogodek meseca decembra. Tako pred prazniki si bomo privoščili dobrodelni koncert, ki ga torej Aleksandra Sofija organizira. Aleksandra, torej najprej lep pozdrav v našem studiu. Hvala. Prvič si tukaj, ne, kakšne so energije, glede na to, da si ti tako, se razumeš na te energije? In moram reči, da smo zdaj res vstopili tisti čas nekega razčiščevanja pri sebi, okolico čistimo planet, kar smo ga kar precej zapacali, no. Tudi nas same, ne vemo, kje smo, kje je dejansko naš dom, naša sredina, vedno nekaj iščemo. Posebno ljudje se vedno sprašujemo, zakaj je to, pa zakaj se to dogaja, pa drugo dogaja, pa zakaj moram trpeti. Tako da zdaj smo res v takem času, ko moramo to nekaj razčistiti, no, tudi za naše naslednike, zakaj bi jim pustili nekaj, kar smo že zapacali, no. Tako da zdaj moramo res razreševati stvari. Zato sem tudi danes tukaj. Se pravi tudi, torej, očistiti vse skupaj, ne, te negativne energije. Ja, zato pa veliko zdaj govorimo o energijah, ni samo tisti energenti, ampak zdaj je čas tudi za druge energije. In za čiščenje. Za čiščenje, seveda. Planeta našega, ljube zemlje, Praktično vse. tudi duš, ne, naših, ki so že kar zanemarjene malo. Res je, kar pozabljamo na sebe. Zelo, mislim, vsega je toliko, čas hiti, ne vemo se ustaviti, ne. To nas niso tudi naši starši naučili. Tudi vzgoja je drugačna bila, da samo delo. Saj je dobro delo za naš sistem, za našo hrbtenico. Mišice moramo krepiti. Zato tudi me je strah, kaj bo z temi mladimi zdaj, ki prihajajo, ki je samo neko sedenje, prstki se samo uporabljajo. Kaj pa naše mišice, ne? To se zelo vidi pri masažah, ne? Ker pač delam s tem. Vidim, da je vse slabo. Tako da me res strah, kaj bo. Zato moramo nekje neko sredino vzeti, ne? Da krepimo svojo telo in seveda svojo notranjost. Da ne pozabimo na to psihično zadevo še in fizično. No, da morda spregovoriva o Templju obilja, že sam naslov se sliši nekaj posebnega, ne? Tempelj obilja. Zakaj pa takšen naslov? Ja, moram reči, da sem kar eno leto iskala ta naslov. Kaj bi bilo? Pa tudi, ker se številkami malo numerološko ukvarjam, sem tudi te zadeve preverila in je trajalo. In potem kar naenkrat tisto nekje zavibrira v ozadju, Tempelj obilja. Nisem
enostavno vedela, zakaj bo besedica obilje zraven, ampak zdaj mi je čisto vse jasno, zakaj tempelj obilja, zato ker res grem v širino. Ne? Na začetku same masaže, potem greš nekaj v energije, tipaš in potem se kar širi zadeva. Tako se je zaširila zdaj še, da potem lahko priredim še neki koncert. Kaj bo še dalje, pa se bom tudi sama presenetila. No, zelo, zelo zanimivo. Gre torej za masažni salon, recimo, ne, da se lepše. Osnova je masažni salon, nimamo kozmetičnih zadev, ker pač kozmetika in moj način dela pač ne gre. Jaz delam bolj na naraven način, vse preko energij in kozmetične zadeve, kemija tu zraven ne gre. Zdaj, mogoče bomo kdaj širili storitev, ampak bomo videli, no. Pustimo se presenetiti. Naj ostane tako naravno, ne? Ker že to je recimo del ponudbe, da se ve, da je tam nekaj človek lahko doživi, nekaj iskrenega, nekaj naravnega. No, kako pa potem poteka to? Človek se prijavi, verjetno se mora naročiti pri vas, ne? Seveda, vse gre preko naročila, ali telefonskega, ali maile, ali Facebook zadevice. In potem, ko pridete, imate pač možnost ali klasične zadevice vzamete, kjer pač jih storitev opravlja moja sodelavka. Energijske, vse kar je energijsko povezano, pa to jaz prakticiram. Se uležete, na začetku pač omenim, da vam prvič ob prvem prihodu pregledam vaš energijski sistem. To pomeni, če je karkoli, kakšna blokada, jo povem. Pri tem sem edino opazila, da ljudje nimajo radi resnice, ker začne boleti. In tudi včasih v ozadju slišiš, joj, več ne grem k njej, ker mi preveč pove, ker me je strah. Ne? In to potem, ne, jaz odkrivam tisto, kar vi pokrijete, ne, in pometete pod predplažnik. Jaz pa sem pač resnica, karkoli moram povedati, pač povem. Če je potreba nekaj spremeniti, povem, zato ker manjka tih ljudi. Ne, vedno vsaki, ne vem, se ti seže v roko, vse dobro, ne, na tisti prvi pogled, ampak v ozadju, ko se obrneta, pa ni več, ne, so vedno neke čenče, ker zaboli nekoga, mogoče si ti boljši od njega, pa te ne sprejme, ker on pač ni nadaljeval svoje poti, ne, po svoji dušni želji. Tega je premalo. Ljudje ne vejo, kaj je življenjsko poslanstvo njihovo. Zato se iščejo, ne, ker nimajo časa. Sistemi so taki, letimo, cele dneve letimo. In nimaš se časa usesti oziroma se ne upaš. Ne, posebno ženske imajo to problem. Pa letajo, pa pospravljajo, pa otroci, pa mož, pa morajo biti one popolne. Ampak, kaj se zgodi? Padeš enega dneva in pride do depresij. Koliko jih imamo? Koliko imamo depresij že pri otrocih? Anksioznosti, ne vem kaj še ostalega, ne? No, torej, ne gre samo za masažo, oziroma človek lahko pride k vam samo na en taki pogovor, da mu odkrijete torej te energije, ali mora priti tudi na fizično masažo? Kako je pravzaprav to skupaj? Vse je, tudi drugače imam certifikat iz bioenergije, toliko pač neki papir, ampak ta sistem meni ni odgovarjal, sem našla čisto svojega energijsko povezavo, na drugačen način pač samo moj, ker nisem takšen človek oziroma imam rada neke spremembe, nekaj, kaj je pač povezano z mano in ne morem nekaj delati, kar je nekdo drug izumil, ker potem nisem jaz. In imate pač ali samo masaža, ali samo pogovor, drugače so čustvene terapije, tudi delam, rešujemo vse od A do Ž, to pomeni vzroke, odkrivamo, čisto lahko samo avro pregledam, branje avre se temu reče, ali pa pač masažica, ali kakšna drugačna storitev. No, to se sliši tudi zelo zanimivo, branje avre. Kaj to pomeni? Recimo, na kakšen način to izvajate? Zdaj, tukaj včasih, mislim, večina jih misli, ne, da je moje delo, da moram se dotakniti pač vašega telesa, da nekako preko, ne vem, mišic ugotovim zadeve, kaj je vam, kaj je globina, zakaj takšne informacije, ne, večinoma oziroma
nisem še imela primera, da ne bi nekaj razkrila, pač resnice, kar skriva avra. Ampak tisto, ko ti prstki, ne, povezava z prstki preko masaže je en del samo toliko, da zakamufliran zadevo, ne, ker ljudje se potem zbojimo, ko začutimo, oziroma ko nič ne začutimo, ne, ker če jaz bi en čas recimo tam minutko bila tiho, pa se ne bi dotikala človeka, potem bi ljudje, kje pa je zdaj, ne, ker te ne vidijo, ne. In potem je moj način začel biti takšen, da sem se dotaknila in potem je sledila masaža. Drugače pa ne rabim, ne, samo lahko sedim, stojim z ravnano hrbtenico in malce zamižim in tistih potem sekundah skozi moje telo govori potem moje telo z njihovo avro, kar jaz čutim na svojem telesu, določeno zavibrira tam ali na tistem organu mojem, in potem predam zadevico. Tako da je vse v vibraciji, ne. Recimo, mene začne komolec boleti, pikanje neko nežno, ne. In jaz vem, da je neka težavica s komolcem. Ali pa na področju jeter, ali pa maternice, ne. Vse se nekje tu giblje, ampak jaz še seveda moram dodatno neko znanje v ozadju imeti, da lahko to malo več, ne, v širino grem, čustveno, kaj je. Potem so spet kanaliziranja, se temu reče, nekih drugih energij, ki niso pač z naših svetov, ki jih lahko zaznamo, začutimo, ampak ne vsi, ne. Tisti jih začutijo, kateri so malo bolj odprti, se temu reče. Da skrbimo za svoje telo, da se, ne vem, nismo pod vplivom alkohola, drog, kakšnih drugih substanc, sladkorja, preveč odvisnih, ne, od teh stvari, potem se zadeva takoj zapre in zato tudi na svoje duše ne moremo slišati, kaj šele, kaj drugega. Tako da čim bolj je treba biti odpret, no, da začutiš nekoga. Tako da kakšen je moj način, no, da preko. No, recimo, jaz sedaj sedim tukaj, vam zrem v oči, v obraz, ne, lahko začutite recimo sedaj mojo energijo. Začutim, kakšna vibracija je, ali ste dobra oseba, kaj je v ozadju, ne, tisti dušni oziroma očesni stik, ne, ker težko je gledati nekomu v oči en čas. Zaradi česa? Ker oči so naše ogledalo duše. In potem vedno stran gledamo, ko se pogovarjamo, ne, ker ne upamo, ne, ker skrivamo nekaj, ne, in nočemo odpreti oči. Zato je tudi, vse se vidi recimo, ne, kakšne so oči, ali so zaprte, odprte, kakšne so lasje, ne, kaj izžareva ta oseba, kakšna je, ne, ali je dosti trpljenja bilo v ozadju, kako sama skrbi za sebe, ne, in potem, če si dober prevodnik, to vse vidiš naenkrat, ne. Zdaj pa, kaj bolj notranjega, pa rabim seveda malce več povezave, umirjenosti in sproščenosti. In seveda tudi primerno okolje, ne. Zelo pomembno je okolje, da se ne dela pač v vseh prostorih, no. No, nekako se predstavljate kot prenašalka in prevodnica univerzalne svetlobne energije. Kaj to natančno pomeni? To je to, kot ste sedaj pripovedovali? Ja, to je kanalizirana energija dobrega prevodnik, pač da skozi sebe in zdaj pač veliko načinov, kakšnega pač je tebi najbližje, ga pač izkoristiš. Jaz sem pač neko potrditev imam, da na svojem telesu zaznam zadevice, ker pač naš ego je zelo močen, ne. In on vedno, ali je to prav, sem dobro povedala, ne. Ima takšen način in potem sem jaz zaradi ega ubrala pač takšno pot, da pač se pač preverim preko svojega telesa, ali sem prav povedala ali nisem prav povedala. Vsa ta vaša znanja, je to rezultat nekih dodatnih izobraževanj in tudi izkušenj, ali ste se rodili s tem? Se človek rodi s tem? Prebrala sem, da ste študirali javno upravo, da ste tik pred magisterijem končali, ne? Ja, pa neki denarca bi trebalo samo še nakazati, izpit, magistrsko delo bi trebalo še samo oddati.
Ampak ko se ne čutiš, ne gre, ne? Ampak večina potem ne izbere tega dušnega instinkta, ne, ki ti pravi, glej, ni to zate, ti ne boš tukaj srečna. Ne? Je pa bilo seveda vedno povezano nekaj delo z ljudmi, ne? Ampak kaj, saj je javno pravo delo z ljudmi, ne? Ampak ti današnji sistemi, ko si ti neki dober človek v sebi, želiš dobro, želiš reševati svet, z temi sistemi žal ne moreš nikamor priti, ne? To vidimo iz dneva v dan, da se slabšajo zadevice. No, kdaj ste začutili v sebi to moč, recimo? Čutiš že od samega začetka, da si malce drugačen, ne? Zdaj pa, kaj je ta drugačnost? Vedno se iščeš in nikoli ni konca, ne? Vedno nekaj, ne? Vidiš samo trpljenje, pa zakaj glih ti, ne? In potem, ko začneš počasi nekaj ubirati, neke poti, malce začneš brati knjige, potem ti vržejo seveda takšno knjigo, drugo knjigo, da prideš počasi do nekega konca, no, oziroma tistega cilja, kaj bo nadaljevanje dalje. In moram reči, da kar dolgo sem se iskala, no, to je bilo kar 30 let recimo, ne, nekje v 33 pravijo Kristusova leta, takrat pa je tisti boom bil, takrat se mi je tudi sin rodil in je energija se čisto odvila drugače. Bila sem tudi v enem družinskem podjetju, ampak žal je zadevica, bom rekla, hvala Bogu v narekovaji, šla v stečaj in sem mogla ubrati drugo pot. Ampak to sem jaz se začutila že prej in sem se začela pripravljati na masaže. Pač mimogrede, če bom kdaj rabila. In moram reči, v tistem letu, ko sem skrbela za sina, sem pač si še vzela ta čas za dodatno izobraževanje, iskanje. To delo z energijami pa sem občutila takrat, ko sem doma, seveda, ko narediš neki tečaj z masaže, moraš imeti neke modele, ne? In moji sorodniki so bili tisti, ki so nekaj začeli čutiti na sebi. Zdaj pa nekaj mravljince čutim, zdaj pa mene, ne vem, ne boli več roka, ne? Aha, kaj pa zdaj to, ne? Pa neko toploto pa to, ne? In potem je bilo seveda to neznanka za moj svet in greš spet dalje in greš in odkrivaš, kam zdaj ne, koga zdaj ne vprašam, kaj je to, ne? In pridem do bioenergije in potem naredim tam certifikat, ampak tam se naučiš nekaj, saj se posod neka znanja ti dobiš, ne? Ampak kako nekdo naj meni pride v notranji svet, da reče, zdaj pa ti moraš tako delati, kaj so zdaj energije, ne? Nekdo samo govori, tako kot jaz zdaj vam govorim, kaj je moj svet. Same vi ne razumete, če me ne čutite, če ne začutite, kako jaz živim, ne? Zato sem spet sem bila na začetku, kaj je to, kako, in greš z njihovimi sistemi, hudo, ne? In s časoma se je potem nadaljevala zadeva, in sem iskala, da bom pač, sem se odločila, masažni salon odprem, kaj bo pa bo. Težko je bilo z podporo, tudi sam Ormož, moram reči, zelo so zaprti bili takrat za te stvari, da mi ne bo uspelo, da ne bo to, kam se spravljaš, seveda ta beseda, ki je bila najbolj dolgo že razvita samega Ormoža, je bila mrtev Ormož, ne? Mesto duhov. Ampak kot vidite zdaj, ne, je to že čisto drugačna zadevica, ne? Ni več mesto duhov. Ljudje so se začeli prebujati. Iskrice iščemo, lučke prižigamo, ne? In zdaj nekaj takih, kot sem jaz, bomo pa kar zasvetili v Ormožu. Tako da potem pa sem samo nadaljevala, ne? Spet neko izobraževanje. Moram reči, da brez tega ne gre. Moj mesec, malo kateri mesec je brez tega. To je moj, ne vem, kredit. Recimo, ni za hišo za kredit, eni pač za hiše vzamejo kredite in za, ne vem, avtomobile ali karkoli. Meni pa pač prvo to. Ker ko se začutiš, ko delaš v skladu s svojega poslanstvom, potem veš, da moraš pomagati ljudem. Ne, zato tudi ta koncert. Ne, joj, kaj boš pa zdaj ti imela z tega? Zakaj pa jaz rabim kaj iz tega? Ne rabim nič. Torej nisem nihče. Zakaj bi mogla biti? Zakaj bi mogla krepiti svoj ego? Ni to pomembno na tem svetu. In to bi mogla večina obrati v to pot, da ni pomemben ego. Jaz, in vedno slišiš, jaz, to je moja zemlja, to je moja hiša, to je moj avto. A res? Kako dolgo? Ne? Kako dolgo? Če pa nazadnje vidimo, da
z zemljice pridemo v zemljico, gremo, ne? Nič ne nesemo s sabo. Tako da trudim se v tej smeri, da čim več prebudim ljudi, da drugače gledajo na ta svet, na sebe, najprej na sebe. Ker če sebe spremenimo, potem bomo tudi okolico začeli spreminjati. In to se lepo vidi pri meni, kaj se dogaja, ne? Z eno lučko, potem začnejo svetiti tudi druge lučke. Tako se je potem tudi salon začel razvijati, čeprav je bilo zelo, zelo težko. Kako dolgo sedaj deluje ta vaš salon? 7. leto. No, to je pa kar taka ena Angelsko pravljična. leto, ne? Angelsko leto, zato je tudi ta očitno angelski koncert, ki ga bomo ga pač priredili v pravem času. Ja, malo še počakajva sedaj s tem koncertom. Še o tem, ko pravite duhovna učiteljica. Kaj torej to pomeni? Je to, o čem pripovedujete? Ja, to je to. Zdaj to, ta beseda je zelo močna. Duhovnost, zastrašujoča, ne? To je bilo nekdaj. Seveda pomen duhovnikov cerkve. Ampak kaj sploh je duhovnost? Duhovnost smo vsi mi, ki imamo dušo. Ne? To se ljudje ne zavedajo. Nič drugega ni. Mi smo vsi duhovni. Zato vsak lahko izbere ta naziv, ne? Duhovni učitelj. Ampak jaz, prava duhovnost oziroma se ločijo ljudje. Eni, ki so izbrali to pot, drugi pa so pač za nekaj drugega na tem planetu. Ne moremo biti vsi isto. Tudi ne čutimo vsi isto. Ne moremo biti vsi avtomehaniki. Če me ne veseli, nisem zato tu. Jaz vem, zakaj sem tu. Zato ta duhovnost pomeni, da delaš na sebi, lahko prevajaš energijo, bereš stvari, pomagaš ljudem. Ne? Dobrodelno. Čim več odpretega srca. To je delo z ljubeznijo. Duhovnost je povezana s srcem. Ko odpremo svoje srce, odpremo ljubezen. Zato ljudje niso srečni. Ne? Sreča ni v materialnih zadevicah, ampak v srcu. No, koliko ljudi vam je uspelo prepričati, da torej sreča ni v materialnem svetu, pač pa v duhovnem? To bom rekla, moram reči, se pohvaliti, no, malo dvigniti svoj ego, da sem kar razpoznavna, no, ne samo v tem prostoru, ki živim, je kar zadeva gre ven, no. Tako da tudi do Ljubljane, do Kopra, tudi tujina prihaja k meni, ker pač nekje, ne, nekaj bi radi vedno izvedeli, ne. In ni na razpolago vsem na takšen način mogoče, kot ga jaz delam. Tako da sem vesela, no, kolikor pa se trudimo, toliko pa tudi dobimo. Tako da ja, lučko smo kar nekaj prižgali. To pomeni, da tudi kar se tiče zdravstvene težave rešujete, torej pri vaših obiskovalcih, no, da ne rečem strankah. Ja, pa res. Dostikrat se zgodi zadevica, da recimo so bili na nekem slikanju in ko so recimo enkrat pri meni pri masaži in potem, ne vem, imajo recimo v tistem tednu ali naslednjem spet neko slikanje isto in kar naenkrat zadeva ni več. Ne, tam je neka cista recimo in potem je več ni ali pa karkoli drugega, ne. Naenkrat je vse štima. Tako da se da nekaj reševati, izboljšati. Ne bom zdaj govorila, da se pozdravi zadeva, to zdravniki delajo. Ampak mi energijsko lahko nekoga spodbudimo, da ima moč samozdravljenja. Ne da jaz zdravim, ne. To bo res tista največja pomota. Ampak sam človek, da ti človeku odpreš neke kanale, da mu rečeš, glej, ti si pomemben, od tebe vse je odvisno, kako boš ti sprejel mojo energijo. In potem, če naš ne, ki je ta človek, monkey mind, ki vedno ima neko opico notri, ne, potem reče ta opica, ok, zdaj pa sem pripravljena, bom nekaj naredila zase, ne, in grem naprej. Torej, takrat se energija takoj obrne in našo telo podpre in
se zadeva lahko res pozdravi. Samo vi ste tisti, ne jaz. Jaz sem samo tisti en delček kot skočna deska. Vi pa skočite. Ja, se pravi, spomnite nas na te naše energije. Pozabljene, skrite, tako. Stvari. No, koliko po vašem mnenju psiha pravzaprav lahko vpliva na telo oziroma na življenje nekega človeka? Z mojim raziskovanjem že dolgoletnim, ker res to je moje specifično delo, da sem raziskovala non-stop, raziskujem sebe, da potem vem, kako deluje zadeva pri ljudeh. Psiha je moje mnenje, moja raziskava čisto vse. Kaj možgani delajo, kako se razvijajo, kaj besedno imajo, ne? Kaj govorimo, kakšne so besede, kaj uporabljamo. Na podlagi tega si krojimo dalje. Tako da, če mi mislimo, da smo, ne vem, da moramo biti bolani, da smo najslabši, da ne moremo uspeti, da mi ne moremo priti nekam, potem žal, naš je zabeležil zadevo, da ne moreš, potem ti ne more dati neke podpore tukaj. In dejansko res si tukaj, pač ostaneš tam. No, če je človek po naravi optimist, mu to lahko pomaga? Zelo. Zelo. Posebno še dodatek pozitive. Lepo je danes uporabljati čim več afirmacij, lepih, seveda spodbudnih, kot recimo rad te imam, srečna sem, zdrava sem, čim več tega. Najprej, da podkrepimo, da mu damo nekaj lepega, nežnega, smejočega, potem, ko je to en čas, recimo 21 dni, je neka tista številkica in več, pridemo do 66 recimo in potem naš reče, ok, zdaj pa te jaz razumem, kaj ti želiš. In potem zavibrira po našem telesu, čustveni del v takem stanju. In se zadeva začne energijsko odpirati. Odkot pa vse te energije, nadnaravne bi rekli mi laiki recimo, ki tega ne raziskujemo? To pa so vzporedni svetovi našemu zemeljskemu svetu, ki ga je res težko razumeti, ker pač je nevidno, mi ga ne vidimo. Eni ljudje seveda imajo zmožnost videti, ampak se pa začuti. Začuti se v obliki mravljincev, toplote, ker tu so potem zraven pridejo do neka bitja, ki nas pobožajo. Lahko so tudi, imamo dva svetova, svetova teme in svetove svetlobe. Tako kot tudi dejansko, noč in dan, tako je tudi v teh nevidnih svetovih. Isto je vedno bitka. Mi se bitkamo eden z drugim, ali z sabo, z svojim egom, ali pa sosedi, za ozemlje. Tako je tudi z drugimi svetovi, komu bo kdo pripadal, ali levim ali desnim, zdaj smo glih v tem volitvenem času. Tako da potem sam vsaki izbere, kam bo, ali bo res delil svetlobo, ki jo zelo priporočam, ker potem svetlova se vam tudi vrne. Tako da čim več dobrih del se dobro vam vrne. Čim več slabih del, mržnje, jeze, nespoštovanja samega sebe, drugih, se vam vse to vrne nazaj. Zato dostikrat, če se samo to omenim, ker slišim res, velikokrat ženička ali pa kakšen dober moški, že v zrelih letih, ki so res pocukrani, če lahko tako rečem, vse bi dali, vse bi naredili za drugega, vedno imajo čas za njega, ampak na koncu, ko umrejo, kaj ljudje rečejo? Jo, pa tako je dobra bila, ali pa če imajo kakšno hujšo bolezen, pa zakaj glih njo, če bila tako dobra, bil tako dober? Ali je res ta oseba bila dobra sama s sabo? Ali je spoštovala svojo dušno informacijo? Ali je samo
ker je bila dobra in je želela rešiti celi svet. Tu je potem, zakaj je mogla trpeti. Ne? In ni bila srečna in prišlo do bolezni. Ker vsaka bolezen se rodi na čustvenem nivoju. Torej, mi jo gojimo. Mi smo tisti krivce, ki si jo prikličemo. Težko razumeti, ne? Ampak če bomo začeli sebe poslušati, bomo točno vedeli, ko je recimo stres, karkoli hujšega se zgodi, kako naša celica odreagira, našo telo. Smo kar naenkrat v paniki, v šoku in potem nas začne, ne vem, glava boleti, noge boleti, roke, zatrokiramo, ne? Ne moremo več dalje. Včasih se kdo ne more premikati, ne? Ja. Če malo vse to poslušamo, kaj nam telo da, točno vemo, da potem sledi bolezen, ne? Če seveda dalj časa gojimo to zadevo, to pomeni kakšne 3 mesece smo v tej vibraciji. Potem žal, ne? Ampak tega ljudje se ne zavedajo, da so oni tiste. Zato čim več lepega, čim več lepih vibracij. Tako da bodite dobri s sabo, ne? Ne z drugimi. Z drugimi boste potem avtomatsko dobri, če ste že do sebe in boste jih sprejeli. No, govorite tudi o angelih. Verjamete v angele? To potjo energij sem priklicala tudi njih, te svetove, ki jim pač fizično rečemo angeli, fizično še kakšna druga bitja od Boga, Jezusa, kakorkoli drugače. Sami si imena zberemo, ne? To so pač dali neka imena, ker pač naš ego mora nekaj zaznati. Ampak oni so moja res bitja, ki jih nočem zatajiti. Ker sem del njih, del njihove povezave in tudi ta koncert mora iti ven preko njih. Drugače se ne bi zgodil. Tako da so moja stalnica, moja res, vedno me spremljajo. No, koncert torej se imenuje Ali veš, kako te imam rad, ne? Ta naslov najbrž ni slučajen. Ne, moram reči, da kar nekje tam v sredini septembra ni to tisto, da je bilo predpriprav že leto dni ali pa 2 leti, ne, ker meni se nič ne dogaja v tem smislu, da bi jaz imela čas se pripraviti, ker to je že res čisto slučajno. Mislim, res hvala, da so mi dali toliko časa, dobra 2 meseca, da se lahko pripravimo na to zadevo in je bilo čisto slučajno. Med masažo dobiš, idejico, moraš narediti koncert. In potem prideš ven in ga, ne vem, v 10 minutah spišeš takoj. To pomeni, da upoštevam svojo dušo in upoštevam kanaliziranje. Ne? Da nisem jaz takrat rekla, jaz pa tega ne zmorem. To ni moje področje. Ne? Nikogar ne poznaš. Kaj bomo? Kako? Ne, jaz sem zadevo spisala in potem takoj se lotila, kam bomo zdaj. Datum moramo imeti, ker če nimamo datuma, potem nekam to vse splava. Se nam ne modi in iz tega ni nič. In ko je enkrat datum bil, potem prideš do enih oseb, ki se samo začne odpirati zadeva. In ta koncertek je potem tudi dobil ime o radosti. Vedno govorim o radosti, ne? Že sam začetek je bil neka vadba obilja, smo imeli, ker je vedno bilo rad se imej. Ne? Vedno smo pisali to besedo. In takrat je bilo tisto nekaj o radosti. In na koncu pa pride ta ideja, ali veš, kako te imam rad, z tiste risanke, hvala Bogu, da imam otroka, da spremljam še kakšno risanko o tistem zajčku, ali veš sicer kako, oziroma koliko te imam rad, ja, je tam. Ampak nisem hotela meriti te ljubezni, ampak način pokazati, kako se lahko imamo radi, da se objamemo, ne? Da se, ne vem, potrepljamo, da se pobožamo. Ne? Tako da ta nota koncerta je v bistvu božanje vašega srca in odpiranje teh notranjih svetov. No, ali veš, kako te imam rad? Torej, koncert dobrodelni, ki bo 18. decembra ob 16. uri v Domu kulture v Ormožu. Kdo pa bo torej nastopal? Koga bomo lahko vse slišali, videli? Ja, ta dobrodelni koncert, sredstva, najprej da povem, se bodo namenila
nekaj odstopnic osnovno šoli Ormož za plezalno mrežo. Sem pač želela, da je nekaj konkretnega in ker zbirajo res veliki denarci, so tukaj v ozadju, pa vsaj neki maličko bomo tudi mi pripomogli in del sredstev se bo namenilo Pomurskemu zavodu za zaščito živali, ker tudi že šola sama sodeluje z njimi, tudi jaz sama sodelujem in rabimo oba svetova. Torej, zakaj bi gojili samo naš človeški ego, če pa še imamo živali zraven, ki so tudi del nas. In kaj na koncu, komu, ko te človek zapusti, kam se obrnemo? Ja, kakšni mački, kakšnemu kužku. Ne, potem pa jim vse objamejo, še rešujejo, da jim prezamejo bolezen, ne, te male živalce. Ampak mi na koncu pozabimo na njih, jih ubijamo množično. Ne? Ali so se res to zaslužile? Ali res rabimo toliko hrane za naš ego, ne za našo dušo? Naša duša ne rabi nič. Ne? Ona samo rabi mir, ljubezen, da lahko vi zadihate to življenje. Da res delate in ustvarjate tisto, kar si sami želite. In zato je meni zato pomembno, da oboje smo iste. Oboje smo na tem planetu. Nobene ni več in nobene ni manj. Zato želim pravično razdeliti zadevico. Enim in drugim. Nastopajoče, seveda, otroci so tisti, ki so res moje veselje, ki jim želim pomagati na vse mogoče načine, jim dati neko mero spoštovanja, da se bodo lahko dvignili hitreje. Tako da, če imamo možnost, zakaj pa ne. Zato bom tudi zdaj javno povedala, kdo so moje nastopajoče. Otroški pevski zbor Mali muzikanti in otroški pevski zbor Papagaj osnovne šole Ormož. Brina Gerebic, 11-letnica, obiskuje 6. B razred dvojezične osnovne šole Lendava. Maj Terbuc, 11 let, iz osnovne šole Dornova. Katarina Sok Novak, 8 let, 3. razred osnovne šole Središče ob Dravi. Neža Cimerman, 10 let, 5. razred osnovne šole Ormož. Eva Pesel, 18 let, 4. letnik, gimnazija Franca Miklošiča, Ljutomer. Neža Pesel, 14 let, 9. osnovne šole Miklavž pri Ormožu. Jakob Pesel, 10 let, 4. osnovne šole Miklavž pri Ormožu. Neja Štampar, 18 let, 4. letnik, isto gimnazije Frana Miklošiča, Ljutomer. Neža Kralj, 9. B razred, Elena Hudin, 9. razred, Tija Pevec, 6. razred, Meta Kociper, 9. razred. Potem pa malo starejša pevka Alja Petric, ki bo tudi del koncerta v povezavi z mano, v sodelovanju. Izvaja tudi zvočne tretmaje drugače, tako da kar na veliko energijsko tudi ustvarjam. Na koncu pa bomo tudi preko prodaje energijskih izdelkov, ki sem povabila Jasmino Venta, ki je tudi zdaj kar na sveže odprla v Ormožu trgovino, kristalči, kristalčki in vse te take zapestnice, ki jih ima rad naš ego, da nas seveda podprejo. Da hitreje pridemo do tistega nekega srčnega zaznambe, kako odpreti srce, da nam nekako pomagajo, da rabimo hitro nekoga, kristalček, boš nam pomagal kaj? Da se lahko hitreje odpremo in povežemo sami s sabo. Potem Ines Šinko, ki je pa avtorica tudi bolj sveže zadeve, knjige o hvaležnosti. Hvala, ker si. Tudi bo možnost kupiti to knjigico in imeli bomo tudi šolski bazar. Tako da se bo splačalo, večina izdelkov bo tudi -50, če lahko to tiho razkrijem.
tudi mojih masažnih zadev, Bono, res se bomo potrudili, da bo zadevica zavibrirala malo bolj širše. Ne? Da odpremo srce, da pokažemo te druge svetove, da gremo z nekimi mislimi res globoko, globoko vsakega posameznika. In mogoče še kakšna lučka zasveti dodatno. Bom zelo vesela. Tako veseli nas, dejansko nas veseli, da ste pravzaprav imate toliko energije in volje, ne, kajti organizacija takšnega koncerta ni mačji kašelj, kot rečemo, ne, sami ste to že povedali in tudi ugotovili. Preden pa se posloviva, pa še ena zanimivost, in sicer povedali ste, da je Sofija vaše dodano ime, ne, in da ste tudi družinski priimek spremenili v Marenič. Marenič. Zakaj? Najprej sem bila na drugi lokaciji. Masažni salon je bilo na drugi lokaciji, malce stran. In potem, ko sem se 2 leti je minilo, prestavila in vzela druge poslovne prostore, takrat je tudi malce zrasteš, ne? Zdaj, če greš po svoji dušni poti, potem samo rasteš in ne padaš. In takrat rabiš neko čiščenje nekih energij, ne? Se tudi v prostoru nam vedno ne paše, ne vem, roza barva, ne? Ko si mlajši, ne, deklica, ti mogoče roza paše, ali pa fantek modra, ne? Potem, ko starejši prihajaš, pa ne paše več, ne? Nekaj se dogaja, nekaj zrasteš, ne? Tako tudi pri meni je bilo, da sem se selila potem drugi salon in rabiš druge energije, ne? Malce bolj sveže. In potem smo še nekako dobili priložnost, malce več znanja in tudi časa sem si vzela, kako pa vibrirajo moje številke, ne? Moje ime, priimek, tudi z mojo družino, ali bomo lahko funkcionirali dalje. Ker pač, če že želiš, ne, biti srečen, je v tem fizičnem svetu zelo pomembno, da se ti skladajo te številke, ne, s tabo, ker številke so pomembne, ne, v vsem. In potem sem dobila, ne vem, izračune take, da ni tisti, ne, prejšnji priimki najbolj dobri, no, me ne bodo podpirali, tudi družinsko, med samim sodelovanjem. Zato sem si upala dodati zadevico zraven, Sofijo, in potem še spremeniti priimek in hvala Bogu so me moji 2 podpirala. Tako da na začetku je težko, kako bodo drugi sprejeli, kaj bodo rekli, to je seveda vedno govorimo za druge, ne. Ampak ker sem vedela, da je to zame prav, ne, tudi moji so potem rekli, okej, te podpiramo. Ne, in zdaj čisto vse normalno, deluje zadeva dalje. Aleksandra, Sofija, dejansko ste nam danes veliko povedali, predstavili, nam celo odkrili, ne, neke nove svetove, nove dimenzije, katerih se niti ne zavedamo, ne, tako, ko hitimo vsak dan. Gotovo bi veljalo povabiti najprej v vaš tempelj obilja, pa potem na dobrodelni koncert, tako da izvolite. Ja, zelo iz srca vas vabim. Moj salon je seveda drugačen, to je tudi bila moja želja, tudi jaz sem drugačna, ampak zakaj bi skrivali, ne? Odprite svoje srce, pridite, povabim vas v svoj salon, povabim vas seveda na dobrodelni koncert. Ali veš, kako te imam rad? Vstopnice bodo naslednji teden že v prodaji, v predprodaji bodo za 10 evrov, skoraj do konca, teden dni pred izvedbo koncerta in na dan koncerta bodo 15 evrov, tako da prodajali bomo jih v Ticu, Turistični informacijski center Ormož, in seveda v mojem salonu. Tako da lepo prisrčno vabljeni, spremenite nekaj zase in ustvarimo lepši in boljši planet za naše bivanje, našega človeštva in tudi naših živali. Hvala lepa. Hvala tudi vam, Aleksandra, Sofija Marenič. Na začetku sva se tikali, ne, potem je kar prišla neka energija, da sem vas začela vikati, ne, kajti, no, je to verjetno tudi en dodatek, dodatna energija, ko začutiš, ne, da
gre torej za znak spoštovanja, ne? Prav, ne, ko spoštujemo, oziroma pri vikanju je tako, da je vedno nekje potem oddaljena oseba. Ne vzamemo jo zase kot pri tikanju, zato tudi tu se potem čisto drugačne energije odvijajo. Ne? Pri tikanju sprejmeš nekoga, odpreš srce, pri vikanju pa stopiš nazaj. Ne? No, ampak dobro, naj bo to pač Znak spoštovanja. znak razumem. spoštovanja, pa tudi vljudnosti, ne? Točno to. Najlepša hvala, Aleksandra, zelo smo veseli, ne, da ste torej si vzeli čas za prihod na klepet v ta naš studio, pa torej, spoštovane gledalke in gledalci, vabljeni torej. Vabljeni 18. decembra ob 16. uri na velik dobrodelni koncert v Dom kulture. Pomagali boste torej, kot je povedala Aleksandra Sofija, sebi pa tudi drugim. Tako da vse dobro vam želimo, se vidimo. Prihodnji ponedeljek pa bo z nami Alenka Simonič, doktorica medicine, ki nam bo povedala kakšne druge zadeve oziroma nam dala še kakšne nasvete, kar se tiče fizičnega zdravja. Tako da vse dobro in srečno do prihodnjič. Srečno.